Tisti čas je Jezus množicam govoril o Božjem kraljestvu in ozdravljal vse, ki so bili potrebni ozdravljenja. Medtem se je dan začel nagibati. Pristopili so 12 in mu rekli: odpusti množico, naj gre v bližnje vasi in zaselke, da preloči in si najde živeža. Tukaj smo na pustem kraju. Dejal jim je: vi jim dajte jesti. Oni pa so rekli: nimamo več kot 5 hlebov in 2 ribi, razen če gremo in kupimo hrano za vse te ljudi. Bilo pa je tam okoli 5000 mož. Dejal je svojim učencem: posedite jih v skupine približno po 50. Storili so tako in vse posedli. Tedaj je vzel tistih 5 hlebov in 2 ribi, se ozrl v nebo in blagoslovil, razlomil in dajal učencem, da so jih delili med množico. Vsi so jedli in se nasitili. Pobrali so, kar jim je ostalo, in s temi koščki so napolnili 12 košar. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus.
In sem v tem razmišljanju šel naprej pri sveti maši. Čez nekaj trenutkov bodo ministranti prenesli kruh, vino v kelju na oltar. Tukaj pride pa še do večje spremembe, ki se pa na zunaj ne vidi. Do še večje spremembe, ampak na zunaj se ne spremeni za otip, okus, nič. Spremeni se pa tisto, kar je bistveno, tisto, kar je najglobje, in ta kruh postane živo Jezusovo telo. In to živo Jezusovo telo zaužijem. In se to Jezusovo telo ugradi v moje telo. To je taka sprememba. In tudi v mojem življenju notranja sprememba dejansko sveto kajilo posvečuje moje telo, moje življenje, moje bivanje, mojo pot življenja. Posvečuje Jezusovo telo, ker je sveto, ker je Bog. Tako velika sprememba, da je človek svojim spoznanjem, razumom, pametjo ne more izoblikovati in si jo postaviti za verovanje, ker nas presega. Zato sem na začetku svete maše tudi rekel, danes odhajamo res krščanski praznik. To je praznik kristjanov. Ne vernikov, kar vernikov, ampak kristjanov. Noben drug vernik, če ni kristjan, tega praznika nima. Zato, ker je nemogoče, da bi človek s svojo pametjo, sposobnostjo, razumom lahko dojel in prišel do teh tako velikih sprememb in tih skrivnosti. In v tem se naša vera popolnoma razlikuje od drugih ver, od drugih vernikov. Res je skupno nam, vernikov po svetu, odgovor na življenjske vprašanje, odgovor na našo prihodnost. Ampak življenje v tem trenutku, v povezanosti z Bogom na materialni način, je dano samo nam kristjanom. Kakšna dragocenost, kakšen dan in kakšna sprememba. Zato je bilo potrebno tudi učence na to navajati in evangeliki smo ga slišali. Ni bil reševanje lakote, pa so bili lačni. Ves dan biti od doma je človek lačen. In občutili so sitost, kar je bilo zelo prijetno. Ampak Jezus je s tem čudežem hotel pokazati, dal bom tak kruh, ki bo presežek tega. Ne samo za 5000 mož, pa drugih ljudi, ampak za 5 milijonov, 5 milijard. In to skozi leta in leta. In je s tem čudežem Jezus hotel pripravljati najprej svoje učenice, potem pa tudi druge vernike, da bi sprejeli ta čudež, dar in skrivnost svete Evharistije. Po koncu me spremlja tudi ta misel, pobrali so ostavke. Običajne hrane, to je nič posebnega. Kruha pa nekaj od ribke ostalo, veliko ostalo, za 12 košar. Ampak tukaj ta ostanek 12 košar me vedno znova vrača v misel. Ko Bog daje samega sebe, v kakšni plovilni meri, v kakšni plovilni meri Bog daje samega sebe, koliko lahko je sploh, lahko dojamem svojo pametjo in vero. Kakšen drobec vseh teh skrivnosti. Če je samo ostanko navadne hrane, ostalo 12 košar. Kakšno plovilje pri navadnem kruhu? Kakšen presežek je pri sveti Evharistiji, pri sveti maši, pri kateri smo navzoči? Naj bo današnja, pa tudi vsak prihod k sveti maši, ta zavest,
presegljivem čudežu sem navzoč in dobivam Jezusovo telo, ki se vgradi v moje telo, da me posvečuje.